Pozdravljeni, sem Milan Doknič, športni novinar na 24ur.com. Podcast današnji bo tekel na temo lige NBA in Luke Dončića, Dallasa in vsega, kar je povezano z finalom lige NBA med Dallasom in Bostonom. Pogovarjamo z mojo sogovornico, Vanjo Černivec, trenutno še športno direktorico ženske košarkarske ekipe London Lions. Z njo je tudi osvojila ženski Eurocup. Imela sva zdaj 1 uro in 15 minut dolg pogovor o njeni osebni poti, ki bo pozneje tudi šel na koncu tedna. Zaradi te časovne omejenosti in tega, da se v kratkem, torej mi da snemava v torek, mislim, da je sreda na četrtek naslednja, tretja tekma v Dallasu med Dallasom in Bostonom, se bova pa zdaj posebej pogovorila o Luki Dončiću. Pa mene zdaj zanima, veliko so se pogovarjala o stanju slovenske ženske košarke, o stanju mogoče košarke na splošno. V Ameriki si veliko časa preživela. Kako doživljajo dejstvo, da je Luka Dončić iz Slovenije, pa da je nekdo iz Slovenije Luka Dončić? Če je to smiselno vprašanje. Ja, smiselno. Mislim, lahko govorim samo o svojih izkušnjah. Ja, jaz mislim, da so ga sploh Dallasu zelo izjemno dobro in toplo sprejeli. Ful lepo je videti, ko greš v dvorano. Jaz sem bila prvo leto, pa je bilo novitski jersey, vse posod, pa si videl Luka tu, Luka tam. Zdaj, Luka. Nor preskok. Jaz mislim, da tudi ekipa valjda gradi okrog njega, tako da mu v Dallasu nič ne manjka. Je pa ja, jaz mislim, da se cela Amerika ukvarja s tem, kako da evropski igralci trenutno prevzemajo nekako nadvlado z temi zadnjimi, če gledaš po season MVP naslovi, na primer. Ja, počutijo se kar ogroženo, ne? Ja. Vsaj, kakor sem jaz poslušal, pač veliko teh podcastov, strokovnjakov njihovih. So različna mnenja. Ja, tako nekako govorijo. Eni to zelo sprejmejo, drugi pa vidijo v tem velik problem. Noben se pa ne ukvarja s vprašanjem, zakaj. Zakaj, točno tako. Noben se pa s tem ne ukvarja. Ja, zakaj? Moje mnenje bo verjetno malo drugačno oziroma čudno. Jaz gledam na to kot, spet bo v angliščini prevedla, forms of life. V bistvu, če pogledaš, odskot izhajajo ti evropski igralci, skot prihajajo. Predstavljaj si Luka pri 13 letih, v Sloveniji je dobil ogromno ene strukture, sploh v košarki, fundamentals, se preselil v Madrid, v Španijo, v novo državo pri 13. In jaz mislim, da več kot kar je tam dobil skozi košarko v Madridu, je kar je dobil čez življenje. Ni znal jezika, se je mogel naučiti nov jezik. Pri 13 naučiti živeti sam, dejansko, brez staršev. In v bistvu to, kar ti da neke okoliščine izven terena, Janis, kjera zgodba. Neverjetno. Kar hočem s tem povedati, da ti igralci imajo do enega 18. 19. leta normalno življenje. Imajo neke decision making, torej odločitve izven terena, sprejemajo, upravljajo svoje življenje. Ja. Pogledaš ameriške igralce, odkar stopijo v AAU tekmovanje, torej so stari eni tudi 15, še mlajši 16, na to ne grejo na college, kjer imajo vse, kar si lahko zaželiš, do tega, da ti vezalke zavežejo. Torej, življenje jim je dano na pladnjo. In potem, če si dovolj dober. Če si dovolj dober. Ti so večinoma potem se preslikajo tudi v NBA. Ampak predstavljaj si, da zdaj pa je igralec v ligi NBA, 20,000 igralcev, 5 sekund do konca, telo je utrujeno, glava je utrujena, dajo ti žogo, zdaj pa sprejmi odlično odločitev. In moje mnenje, kako boš sprejel odločitev, če v življenju ne sprejemaš odločitev. In jaz mislim, da ta agilnost in prilagodljivost in košarka je kot življenje vedno nepredvidljiva. Vsaka akcija je nepredvidljiva. Zato radi gledamo košarko, ker ne veš, kaj se bo zgodilo. In jaz mislim, da evropski igralci so pripravljeni na odločitve in na neke elegantne, mislim, to se preslika in v gibanje telesa in v mentalne odločitve. In jaz mislim, da so ameriški igralci oropani tega, odkar vstopijo v ta EU proces. To je moje osebno mnenje, lahko da je čist mimo, ampak se kaže zadnjih, 6-7 let. Ja. Oni so pa obsedeni za atletiko, tega, kako so hitri. Individualnimi lastnostmi se mi zdi. Čisto, ko gledajo igralca, se meni zdi, da gledajo samo igralca, ne gledajo njega kot del neke ekipe. In tudi kot del nekega, spet se vračam nazaj, ko smo rekli, we are through others, right? Ti živiš skozi nismo v vakumu. In če si ti samo Luke in CV pogledal, kaj on dosegel že kot mlad, mislim, pa to vidiš, da izstopa
Mislim, z vesolja vidiš, da je Pa je bil izstopa, pa še tretji. vedno ni bil. Ja, ne? Še vedno ni dovolj. Pa Vlade Divac ga ni izbral. Ker gledajo, mislim, moraš pogledati neki širši spektr in kaj je ta otrok pa igralec dosegel, mislim, skozi neki časovni razpon in kako živi in kaj je njegova zgodba dejansko, to hočem povedati. Ja. Ti ameriški igralci pa imajo verjetno zdaj vsi podobne zgodbe. No. Ja, pač ta AAU, pa tudi veliko sem poslušal, govorijo, da AAU Circuit, tako karkoli, oni tudi po več tekem na dan igrajo velikrat in kar se tiče treningov, so popolnoma podhranjeni te otroci, ki v resnici samo igrajo. Na teh tekmah je pa glavni cilj vsakega igralca, da on izstopa. Ne, da izstopa ravna ekipa, ampak da on izstopa zato, da potem lahko dobi klice iz, ne vem, tega koledža, pa unega koledža, ko prije v koledž spet, on mora izstopati. Njegova ekipa sicer mora priti March Madness pa vse, ampak ravno toliko, da spet on bo tisti, ki bo poklican nekje. V Evropi je pa Luka Dončić od 16. leta naprej gledal v glavnem, kako bo Real Madrid zmagal v Euroligi. In to je počel ob 30-33 let starih veteranih, kakšni, ki so bili že v NBA in oni so ga vsi učili iz koraka v korak, kaj narediti, kaj ne narediti in kako. In on, ko je prišel v NBA, kot si sama rekla, je bil že človek, ne otrok, ne. Tisti ostali so pa projekti, ne. Ja. Dobro, odlično so tole zdaj. Tako da, ne vem, spremenite cel sistem, Američani. No, ampak mislim, da je nekaj na tem. No. Kako to spremeniti, pa kako se tega lotiti, je drugo vprašanje. Ampak jaz samo upam, da bo Evropa zadržala to čim dlje. Ja. No, greva kar direktno. Dallas je letos presenetil čisto vse. Jaz verjamem tudi igralci med sabo so upali, želeli, verjeli, ampak vseeno so po finalu Lige NBA prišli so tja, tako da so premagali 3 ekipe, ki so imeli vsaj 50 zmag v sezoni. Premagali so prvo Clipperse, sicer brez Kawhija Leonarda, ampak vseeno, z Hardenom, Westbrookom in Paulom Georgeom. Potem so šli na prvo ekipo na zahodu, na OKC, spet še Gilgeous-Alexander. Pred to serijo so se pogovarjali, kdo je zdaj boljši, a je Shea, a je Luka, mislim, da je zdaj jasno. Dokončno. Potem je prišel novi izzivalec, naslednji Michael Jordan, nekateri gledajo preko teh nekih teorij zarote, da je njegov sin Anthony Edwards, ki je pri 22 ogromno naredil, pa še zmer ne to, kar je Luka naprimer počel pri 22, ko je takrat prvič proti Clippersom po 30 točk dosegal in nikoli ni bil on razlog za nenapredovanje. Kaj ti, ko gledaš Dallas zdaj, kaj vidiš, kaj so te prednosti te ekipe? Pa lahko govoriš tudi o taktiki, o igralcih, o čemarkoli. Jaz mislim, da so Luko malo dali dol z žoge. Mislim, zdaj, ko ima Kyrie dosti več žogov v roki, kar se mi zdi, da je malo sprostilo pritisk z Luke in da, mislim, tudi, kar se utrujenosti tiče, vsak napad pač ti organizirati. Se mi zdi, da jim to je ogromen plus. Lively jim je ogromno, mislim, kot drugi igralec. Tako da... Mislim, da sem slišal podatek, pa ne vem, či točen, ampak najmlajši igralec v zgodovini NBA v finalu, da igra pač minutažo. Mislim, da imaš prav. Še vseeno pa se mi zdi, da nima izklopi neke konsistente. Tu pač jaz vidim, da ima Boston veliko prednost pred njimi. Ogromno leži na Luki in Kyrie in Kyrie se v teh prvih 2 tekmah nekako ni izkazal, vsi upamo, da da se vrne domov. Ja, ampak ko veš, da leži, mislim, da če ta dva ne performirata, se reče, za Luko vemo, da bo, ampak kak eni spadajo, potem ne veš, kdo bo sklopi tisti, ki bo potegnil ekipo za sabo, medtem ko pri Celticsih približno veš. Ja, oni imajo 5 igralcev, ki so vsi, vsak posebej je pač. Eno bo igral, bojo ostali 4. Nekako ta konsistentnost se mi zdi, da je tam bolj prisotna. No. Pa tudi leta igranja na koliko let so bili že po finalu. Te izkušnje ogromno dajo. Ja, oni sta 7 let v ligi. Jaylen Brown pa Jason Tatum, veliko je bilo enih dvomov o tem, a oni da sploh lahko skupaj igrata ali ne. Da ste dokazali. Ja, prišla so tudi v finale takrat, v konferenčni finale se mi zdi, ne vem koliko let zapored, da že igrata, no zdaj sta pač dokazujeta, kaj sta vredna s tem, da Tatum v resnici sploh ne igra, rečemo temu, dobro v teh prvih 2 tekmah, pa je Boston še zmeraj, rečemo, občutno boljša ekipa, zato ker ima
Drew Holiday, ki je NBA prvak, vrhunski obrambni igralec, Luka pravi, da je najboljši. Derek White, ki je pač v šoli Grega Popoviča se naučil vse o košarki, ne. Porzingisa, ki je pač ogromen človek, visok, ki da tudi trojko in lahko pač 1-1 igra, pa Browna, pa Tatuma, ki sta vrhunsko v obrambi in zelo dobra v napadu. Jaz ne vem, osebno, ko gledam, se mi zdi mogoče malo podcenjujemo, koliko, kakšen underdog, ne vem, slovenska beseda za to, je pravzaprav Dallas v tej seriji. Kako neverjetno je, da sploh so prišli do tja, potem pa proti Dallasu, ki je ekipa sestavljena popolno. Tako iz general manager stališča težko, da bolje sestaviš ekipo. Prvih 5, ne vem, pač. Ne, so bi se dale. Ja, vsi igrajo zunaj, vsi lahko zadanejo trojko, vsi so pač neverjetno, no. Ja, pa tudi se mi zdi, da so off the court. Ja, zdaj so povezani, ja. So povezani. In tudi, mislim, poznam par ljudi, ko dela v organizaciji, kot organizacija so res tak, nočem reči družinska, ampak skrbijo dobro za svoje ljudi. Ja. Res od prvega do zadnjega so na isti same page. Ja. In če hočeš osvojiti ogromno ljudi, ki so že osvojili v bistvu pač prvenstva, ko jih vprašajo, marsikdo reče od čistilke do trenerja, vsi morajo govoriti isto zgodbo in biti v bistvu na isti misiji. Tako da se mi zdi, da Boston to letos ima, čeprav tako mi je težko to reči, ker bi res privoščila Luki, no. Jaz mislim, da tudi utrujenost, poškodbe Luke, to vse, čeprav ne pokaže, ne, ampak ja, dobro, tista kri na kolenu, čisto vsako tekmo skoraj, da dokaže nekaj, ne. Si ugotovil, kaj je imel to? Ja, ne, pravijo, da na prvi tekmi je charge, da se je zaletel Jaylen Brown v njega v prsa in da ne bi imel rebra malo načeta. Poleg obeh kolen pa boge česa še vsega drugega, pa še zmeraj igra. Dobro, imel je 8 izgubljenih žog na zadnji tekmi, ampak še zmeraj dal 30 točk. Ne vem, jaz težko si predstavljam, ne vem, kako se on počuti fizično. Meni se zdi, da je on čisto načet, pa da... To je tudi prva sezona, v kateri je on igral čisto do konca, ne. In to se čisto vsak igralec, ki sem poslušal veliko njih, ki govorijo, da se sploh ne zavedaš, ko prideš enkrat do te točke, ko igraš zdaj v juniju, koliko tekem imaš za sabo. Sploh Luka, ki je toliko enega pritiska na njemu vse in je mogoče vse preveč, čeprav jaz mislim, da če bojo oni izgubili, ne bojo zaradi njega, ampak, kakor si sama rekla, zaradi drugih faktorjev. Sigurno. Ja, ampak kako v NBA-ju je zelo težko sestaviti pravzaprav ekipo, zato ker imaš ta zelo omejen mehurček, imaš free agente, tako je prišel na primer Derrick Jones Jr., potem imaš te trade, tako so prišla Gafford pa PJ Washington, pol imaš draft, tle Lively. Potem imaš pa na primer, ki si ti tudi rekla, da je pri tebi zelo pomembno, ko si sestavljala ekipo, karakter. In potem pripelješ v ekipo Kyrieja Irvinga, ki je zdaj vrhunska najboljša poteza vseh časov, vemo pa koliko enih karakternih vprašanj je bilo pri njemu, preden je prišel. To je ogromen rizik. Kako kot GM, na primer, če bi ti se postavila v vlogo Nika Williamsa, takrat, ko bi moral to sprejeti odločitev, da pripelješ Kyrieja. Jaz mislim, da je to pač ti si potem odgovoren za vse, kar se bo od tiste točke naprej zgodilo. Ja, sigurno. Kakšen je to pogum? Ja, sigurno velik rizik, oziroma rizična poteza, tudi jaz osebno bom rekla, da se mi je takrat zdelo, what? Mislim, da smo vsi bili, kako bo to, ne samo karakterno, oba hočeta imeti žogo v roki, mislim, kako bo to sploh funkcioniralo na igrišču. Ampak ja, očitno so ga znali sprejeti, takšnega kot je, vedno je okolje, v katero prideš, ne. Meni, če malo skoči, meni sta tudi, na primer, Hezanja pa Musa, sta tudi tak dva red flags igralca in oba v Madridu, meni je tudi bilo ono, what? Ampak očitno se sklopa sistem in jih, tako da moraš imeti ljudi okrog, ki znajo delati z temi igralci in v bistvu je menedžiranje egotoč, tako rečeš temu, no, in karakterjev in igralcev. Tako da nekaj delajo prav in se mi zdi, da to, kar vidimo, to neko kemijo med njima, tudi off the court v intervjuji, da je naravno, no? Da ni fake. Ne vem, kako ti gledaš na to. Ne, definitivno se mi zdi pač prostovoljno želite govoriti o tem. To je ta prvi znak. Ne? Zdaj, eno je, da te na vsaki novinarski vprašajo, pa ti potem daš te floskule klasične, druga je pa, da ti komaj čakaš, da začneš govoriti o tem. In jaz mislim, da je to res, ja. In se mi zdi, da Kyrie je odlično sprejel to neko vlogo, recimo plana B, da vidi Luko kot prvega zvezdnika, on pa se da v nek podrejen položaj, kar od njega nisem pričakovala, čisto odkrito povedano. Ja, ampak v resnici, če pogledaš njegovo kariero, v resnici povsod to počel. Ja. Pri Clevelandu je tako in ko bil LeBron prvi,
potem je šel tudi v Brooklyn, kjer je imel Duranta pa Ja. Hardna, spet Imaš prav. je znal, pa podcenjeval se je to, da ko hoče igrati obrambo, jo tudi lahko igra, sicer je manjši branilec, a vseeno pač je dal to. Se mi zdi, da vse te stvari, ki jih zdaj kaže, jih je kazal že prej, ampak vedno smo bili slepi do njih, zato ker je Kyrie rekel to, kar je rekel in počel to, kar je počel. Ravno to sem hodila reči. Predsodki. Točno, živimo v nekem, poznamo nič 1% karija. Ja, Ostali ja. sploh ne vemo, kdo je pravi človek, ker mene prav preseneti, kako inteligentno odgovarja na vprašanja. Ko si rekel, kako je rekel, kar je rekel, ima že nek predsodek. Okay. Ja. Jaz mislim, da ga tudi premalo poznamo in pač si delamo predstave in govorimo mogoče ne v prazno, ampak pač, ker moramo se pogovarjati. Ja, tako je. Moramo govoriti. Ugibamo. Ljudje moramo Ugibamo. govoriti. Ja. To sestavljanje ekipe, PJ Washingtona, Daniela Gafforda, ta neka, to je GM je vsak nek alkemist. Nick Williams je hotel pripeljati naprimer tegale Kyla Kuzmo iz Washingtona. Pa je Kyle Kuzma takrat rekel, da on ne bo šel v Dallas, zato ker oni niso challengerji in v resnici niso ena od 2-3 ekip, ki bi lahko karkoli naredili, tako da on ne bo šel iz Washingtona zaradi tega. In potem je bil plan B Washington, ne PJ Washington in pač najboljša poteza kadarkoli. Sreča. Sreča. Ampak tudi pač vztrajnost, pa to, da je naprimer po mojem na podlagi glih te kemije GM se odločil, ker on je iz Dallasa, je navijač Dallasa in tudi pač bo mogoče tiste 3% več dal, kot vsi ostali. Pa me zanima procentualno, tako če bi lahko ocenila, koliko GM-ov v NBA ligi daje prednost temu. Vemo, pač v Miamiju, hit culture, naprimer, je ta nek Pat Riley naj bi bil znan potem, ampak pa tudi čist tak tvoj občutek, kako oni vodijo vse svoje franšize. Se mi zdi, da včasih, tako 5-10 let nazaj, je bilo tako in tako najpomembnejša zvezda in lahko je počel karkoli. Ne vem, če se to spreminja zdaj. Ful težko, ker res sem imela samo tak nek intimen stik z Bullsi. Se mi zdi, da redke so zdaj te ekipe, ki bi imele values, pa tako kot si rekel, recimo Miami Heat, Spurs, Warriorsi. Ampak se mi zdi, da to pride, kot si rekel, od zgoraj, Riley ali pa trener. Tako v ekipah, recimo, gledaš Euroligo, je piramida tak trener, pa vsi ostali spodaj. V NBA je to obrnjeno na glavo in se mi zdi, da je zato tako težje graditi neke vrednote pa neko kulturo, ker pač igralci vladajo, rečemo temu. No. Večina ekip, ko pa se stavlja, pa v bistvu so igralce, imajo rangirane kot franchise player, to je number one, pa imaš all-star, pa imaš starter, roster, rotation, ampak franchise preštejemo lahko, koliko imamo franchise player. Luka je en izmed njih. Ja, 15 bi jih moralo biti načeloma. Ja, ne bova jih naštela 15, po mojem. Ja, res to pravih, je veliko manj. In pač, če si srečen, da imaš franchise, potem je v bistvu vprašanje, koliko all-star players rabiš okrog. Ponavadi 2, imaš več. Tako sem ampak to je vse v teoriji, pogovori. No. Ampak najhujši podatek, mogoče najbolj zanimiv, pa je, ko gledaš ti procentualno, kakšne so šanse, možnosti na draftu, da ti je number one pick franchise. Ja, veliko manj, kot bi človek si predstavljal. 0,0001. Mislim, smešno. Jordan, Kobe, Dončić, vsi niso bili prvi pik. Mislim, da tudi, ko gledaš procentualno, ne samo prvi pik, tudi ostale pike, ki končajo ti igravci. Recimo Jokić, second round. On je najverjetna izjema, ampak ja. Tako da se res vprašaš, koliko je enega skautiranja pa research o igravcih in vsi mislijo, da vse vejo o igravcih. Na koncu je, ko pogledaš dejanske številke, se ti zdi, da je vseeno ugibanje. Ja, pa tudi to okolje, potem oni pridajo v to neko franšizo. Meni, na primer, veliko teh ekip, ki uničijo ekipo, recimo temu, zato dobijo čim boljše izbore na draftu in tako gradijo preko drafta, pol izgubijo totalno svojo identiteto. To je bilo, na primer, v Houstonu zdaj ogromno enih talentiranih igralcev, mladih, ta bo tak, ta bo all-star, tisti bo franchise player. Ja, če bo vršel ekipo, kjer so vsi 22 let stari, pa noben sploh ne ve, kako je igra 82 tekem, nimaš nič od tega, ne? Ja, to me recimo OKC preseneto, letos nenormalno. Ja, oni imajo Sama Prestija, ne, on pa pač se mi zdi, da je en redkih GM-ov, ki pa lahko to naredi. Ker pač
on je že takrat zgodil Harna, Duranta pa Westbrooka in potem gre naprej. In se mi zdi, da je tukaj pač ta GM, ki ga imajo zdaj v Dallasu, zelo pametno dela na ta način. Ne. Lansko leto so izgubili tisto zadnjo tekmo, čeprav zadnjih par tekem Luka ni hotel. Zato, ker so vedeli, da bojo Livelya pripeljali, so tudi pač šli na draftu nazaj. To je ogromno enih potez, ki se zdijo naključne, v resnici so pa pripeljali igralce, ki jih je pripeljal v finale Lige NBA. In tudi poteze, ki so mogoče moralno sporne, ki jih moraš sprejeti. Veš, da boš imel medije, pa mogoče so tudi igralci. Jaz tukaj mislim, da je takrat želel igrati. Ja, se je rekel, da vse on ni tak. Se moraš ti kot GM pač odločiti za to, ker veš, da na dolgi rok. Zanimivo so te poteze. S čem lahko spiš, potem pa s čem ne. Kaj se ti zdi, kaj se bo zgodilo? Prvi dve tekmi so izgubili v Bostonu, zdaj grejo v Dallas. Ta tretja tekma je za Dallas ključna, zato ker če jo izgubijo 3-0, nihče še v zgodovini ni preobrnil, sploh pa v finalu Lige NBA. Kaj mora Dallas narediti za to, da zmaga na tej tretji tekmi? Jaz mislim, da tako si vprašal, spet težko to rečem, ker si želim, da je bilo drugače, da bom 4-1 ali 4-2 se končala ta serija, max dve tekmi, da bojo. Jaz mislim, da so zelo slabo so metali za tekmo obojni, za 3. Mislim, da so bili 22-23%. Tako da sigurno šut z razdalje. Manj izgubljenih žog, to je tudi Luka poudaril. Mislim, da jih on same 8. 8, ja. Poudaril tudi proste mete, pa Luka do pressure. Jaz mislim pa, da meter razdalje jim je definitivno nikakor ni stekel. To se pri teh rotation igralcih ponavadi na domačih tekmah popravi, igrajo v finalu, Derrick Jones igra v finalu Lige NBA, to je njemu čisto tuje. Ne? Washington, oni so vsi, Gafford, vsi igrali v ekipah, kjer pač se ni pričakovali, da bojo zmagovali veliko, ne? Tako da upam, da bo doma kaj boljše, ampak jaz nažalost se moram malo strinjati s tabo. Jaz mislim, da eno tekmo bo Luka dobil, sam, pač, ker bo jezen in bo moral, ampak zdaj s temi poškodbami pa vse, jaz mislim, da on, če ne bi bil toliko poškodovan pa načet, bi imel v tem finalu 35 točk, poprečje s triple-doublom, nore številke, tako pa pač ima samo 30. Ne. Mislim, da Kyrie rabi, eno. Ja, Kyrie, on pa tako in tako, ampak tu spet vprašanje za tega, ker imajo vsi igralci so narejeni za to, da ga čuvajo. In on ima vedno nekoga višjega pa močnejšega pred sabo in mu je težko, ker pol je tle spacing pa vse te stvari in ne vem, jaz mislim, da je korak predaleč. Nažalost, ker Boston se mi zdi, da oni imajo ekipo, ki bo naslednji 2-3 sezone spet prišla v finale in lahko tudi pač zmagajo 2 ali pa 3 sezone. Dallas pa je ključen korak od zdaj naprej. Zdaj upimo, da se pogovarjava, pa bo mogoče te pokličem nazaj, pa so zmagali, pa rečeva, kako smo nora. Super smo. Ampak če ne, kako pol, kot GM, kako greš pol v naslednjo sezono? Kaj potem iščeš? Kako bo Dallas, na primer, šel iz te točke na to, da bojo mogoče favoriti? Kdaj? A lahko sploh v takem sistemu? Oni so res tako neverjetno sestavili, tako nekako vse so zadeli, da so prišli do te točke in zdaj naprej morajo spet vsako potezo pravilno izvesti. Ful težko komentiram, ker nimam pogleda v njihove salary cap, pa koliko imajo na... Ampak tako, čisto po občutku, kaj naprimer jim manjka. Derek Lively veliko govori o tem, da on v resnici veliko trenira na metu za 3 točke in sanjajo, da bo on nekoč, če se spremeni malo v Porzingisa, pa kakšen... Ampak tako, se ti zdi, vse vem, da je salary cap vse, ampak veliko je bilo pomislekov o salary capu pa načinu, pa tem, da nimajo pikov, pa so nekako prišli do Washingtona pa Gafforda. A je mogoče narediti ta korak naprej? V eni sezoni možno, da verjetno težko. Jaz mislim, da definitivno rabijo še en člen, ki bi jim pripeljal neko konsistento, tudi v obrambi. Kaj je ta poteza? Res težko. Verjetno pod obročem še kakšno pomoč. Težko. Res, ko gledaš Boston, tako sva rekla, je res perfektno sestavljena ekipa. Konsistentnost, manjka Dallas, definitivno konsistentnost. Mislim, ne vem, komu zaupaš, ko več ni žoge pri Kyrie pa Lukeju, komu zaupaš. Ja, sam ne more nihče nekaj narediti. To je res, Vedno, ko jih dvojijo, vedno je pass je open, bojo zadeli, are they gonna make the shot? Da so bili vsi, mislim, da 1-0, 2-0, 3-0.
s Curryjem. Ja, 4-0 se začrta. Ja. To sem se še hotel vprašati, pa bova pa končala. Imamo na primer Karla Matkoviča, ne vem, če ga poznaš za Olimpijo, je igral, on je šel zdaj v NBA New Orleans, sicer ne igra v NBA ekipi, moštvu njihovem, potem imamo Jana Videta, ne vem, se naučil sklanjati. On je šel tudi k Lionsom, Loyola University Lions. Okay. V college, košarko. Kaj je to prestopil? Ni bil v UCLA prvo? Ja ne vem, zadnje, kar sem videl, mogoče se pa čisto motim. Na čisto njegovem možno, Instagramu sem zdaj videl, da je to objavil, mogoče da je pač zdaj prestopil. Nisem pogledal datuma. Neprofesionalen novinar sem jaz. V glavnem, ja, videl sem, da tu zdaj imel individualne treninge z Bogdanom Bogdanovičem iz Atlante, pa še ene par igralci. Hočem reči, ti si skautirala za NBA lige, ta sistem poznaš. Kako je biti ta igralec tam nekje vmes? Ki sanja o NBA ekipi, pa je mogoče 15 na klopi, pa nikoli ne gre, ali pa gre v razvojno ligo. Kakšno je pa to življenje tam? Ja, G-League je grind. Ja. Ni lahko, sploh ker itak plače so ogromno nižje. Tudi kako je liga strukturirana, potovanja, ki igrajo. Večina G-League je izven glavnega mesta, tako da so tudi lokacijsko oddaljeni. Potem nikoli eni so na two-way in je ogromno igralcev, v bistvu je last minute potegnjenih v NBA ekipo. Imajo pogodbo z NBA ekipo in z razvojno. Ampak hočem povedati, da stališča rosterja pa ekipe ni neke stabilnosti pa kontinuitete. Trener nikoli ne ve, s kom bo igral. In je tudi dosta, ko smo se prej pogovarjali o AAU, je ogromno te neke individualne, da se vsak mora dokazati, da je pač vreden, da ga potegnejo v NBA. Tako da jaz G-Ligo osebno ful težko gledam. Meni ni to lep basket. Je pa sigurno ogromno enega talenta se razvija. Zdaj, če je to prav razvoj za njih. Ogromno igralcev se raje odloči za Evropo, ker ponavadi rabijo 2 do 3 leta, da pač pridejo do neke, da se navadijo na drug stil košarke. Tako da G-League je težka. Vidim večina dosta Evropejcev, mislim, da ne zdrži dolgo tam. Da so večinoma mladi Američani. Povratek nazaj. Tako da jaz mislim, da je odvisno tudi, tako smo se prej pogovarjali, v katero okolje prideš. Dobiš priložnost ali ne dobiš. Mislim, Luka verjetno ne bi bil Luka, če ne bi prišel v Dallas. Verjetno se njegova zgodba malo drugače odvijala. Tako da rabiš ljudi, ki verjamejo v tebe, definitivno. Pa ja, da te silijo naprej, da ti dajo priložnost. Pa tudi ta preskok iz koledža najbrž v NBA je, se mi zdi, da je ogromno enega marketinga mora biti narejen okoli igralca, da vsi verjamejo, da je on lahko nekaj in potem bo dobil priložnosti. Zdaj pa, če je on kot si prej rekla, Nikola Jokić, ki je v drugi rundi izbran, ima pa mogoče lahko ravno tako nadaren kot kakšen igralec v top 15 izborov, pa ne bo dobil toliko priložnosti. Ne? In to je ta neka, kjer se one dva glih ujeta vmes. Ja. Jaz sem vedno sem imela vprašanje, sploh v času, ko smo pri Bullsih, ko smo ocenjevali recimo NCAA igralce, je bilo vedno potential. Kaj je njegov potencial. Ko smo pa ocenjevali igralce iz Evrope, pa so že mogli biti ready, play. Pa se mi zdelo, okay, isto so stari, zakaj ne moramo tudi tu bolj na potencial gledati. Tako se mi že tu zdi neka razlika pri samem ocenjevanju. Je pa tudi res, da tam igraš ti za svojimi vrstniki. Zato je meni vedno tako smešno, ko rečejo, Luka has been playing with men since he was 15. Kar je za vse Evropejce normalno. Ko si 15, si gre v prvo ekipo skoraj ampak za njih pa je to he's been playing with men. Ampak ker na koledžu ti igraš za kaj 22, 23, vsi so tukaj nekje. Vsi so tu. In je ta preskok potem NBA ligo res ogromen za njih. Tudi v stilu košarke, to je čist drug basket. Koledž težko rečem, ampak recimo, da je bolj podoben evropski. Ampak je dejansko še daleč iz NBA in je za igralce ogromen preskok v hitrosti, v eksplozivnosti, v fizikalijah. Tudi pravila so, mislim, NCAA ima čisto zastarela pravila, katerimi se igra basket. In tudi vidiš, recimo, ogromno Evropejcev leto šlo tja zaradi teh NIL dealov in se tudi ne znajdejo. Ker bi si mislil, da so na nekem višjem nivoju v Evropi, pride tja pa se malo izgubijo v sistemu.
No dobro, Vanja, najlepša ti hvala. Veliko hvala za enega povabilo. časa si mi namenila, pa našim veseljem. bralcem in gledalcem in poslušalcem. Veliko sreče ti želim naprej, spremljala bomo tvojo zgodbo, pa se vidimo naslednjič ali kako. Ja, upam. Vi pa hitro na 24.com. Najlepša hvala za povabilo.